Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Černobilu. V noči na 26. april 1986 so se v jedrski elektrarni Černobil lotili preizkusa hladilnih komponent jedrskega reaktorja številka 4 in generatorjev pare, ki v jedrskih elektrarnah poganjajo električne turbine. Med preizkusom reaktorja številka 4, ki se je začel ob 1:23 zjutraj, je njegova moč nenadoma sunkovito narasla, zaradi česar se je sprožil sistem za zaustavitev reaktorja. Vanj so bile nato vstavljene kontrolne palice iz elementa bora, ki lahko z vsrkavanjem nevtronov omeji verižno reakcijo oziroma prepreči njeno nadaljnje širjenje. A pri tem je šlo narobe več stvari. Ker so upravljalci reaktorja predhodno onemogočili del sistema, ki nadzoruje kontrolne palice, ki so bile vstavljene prepozno, obenem je bil del kontrolnih palic, ki je bil v reaktor vstavljen najprej, prevlečen z grafitom, ki verižno reakcijo v reaktorju RBMK omogoča, namesto da bi jo preprečeval. Zgodil se je še en sunek moči. Kontrolne palice so popokale in se zagozdile. Jedro reaktorja se je začelo hitro segrevati. Voda, ki ga je hladila, se je začela uparjati. Reaktor je dosegel moč 30.000 megavatov oziroma 10-kratnik običajne. Tlak, ki je v reaktorju naraščal zaradi uparjanja hladilne vode, pa kritično vrednost. Nato je počilo. 2000-tonski pokrov reaktorja je odnesel skozi streho elektrarne. Nekaj sekund pozneje je počilo še enkrat, še močneje. Druga eksplozija je v zrak pognala del radioaktivne reaktorske sredice in zelo vročega grafita, ki se je ob stiku z zrakom v trenutku vnel. Zgradbo reaktorja in njeno okolico je zajel požar. Černobil se je zgodil v času, ko je svet še vedno ločevala železna zavesa. Sovjetski znanstveniki so ob prihodu na kraj nesreče v Černobilu takoj vedeli, koliko je ura. Moskva pa Evrope ni takoj opozorila za nevarnost širjenja radioaktivnih delcev. Da se je zgodilo nekaj hudega, so šele 2 dneva po nesreči v Černobilu prvi zaslutili na Švedskem. V njihovi jedrski elektrarni Forsmark je namreč začel piskati alarm, ki opozarja na radioaktivno sevanje. Najprej so mislili, da je nekje blizu razneslo atomsko bombo. To morda niti ni bil pretiran odziv, saj je šlo za čas, ko je zaradi napetosti med Zahodom in Sovjetsko zvezo nad svetom še vedno visela grožnja jedrskega spopada. Švedi so posumili, da bi se nekaj hudega lahko zgodilo v Sovjetski zvezi in tamkajšnji vladi, ki se je po poizvedenju Švedske sprva sprenevedala. Nato so Švedi s Sovjetom postavili ultimat, ali takoj pojasnijo, kaj se je zgodilo, ali pa podajo prijavo na Mednarodno agencijo za jedrsko energijo IAEA. Sovjetski mediji so 28. aprila javnost pri večernih poročilih nato vendarle obvestili o nesreči v Černobilu. Eden od prvih zahodnih medijev, ki so poročali o radioaktivnem dogajanju onkraj železne zavese, je bila ameriška televizijska postaja ABC News. V dneh, ko je Sovjetska zveza nesrečo skrivala pred svetovno javnostjo, je v veliki tajnosti izpeljala popolno evakuacijo mesta Pripjat, ki je od jedrske elektrarne oddaljeno le 3 kilometre. 27. aprila dopoldne, šele en dan po eksplozijah v elektrarni, 150.000 prebivalcev mesta naročili, naj vzamejo le najnujnejše, saj se bodo hitro vrnili domov. To se zaradi onesnaženja mesta z radioaktivnimi delci ni zgodilo nikoli. Pripjat pa je še danes prazen. Skupno so iz okolice elektrarne izselili več kot 100.000 ljudi. Večina je nova domovanja našla v ruralnih območjih na severu Ukrajine in v sosednji Belorusiji. Nekaj 10.000 so jih sovjetske oblasti strpale v hitro zgrajena blokovska naselja v Kijevu. Mnogo jih nikoli več ni našlo dela. Upokojili pa so se predčasno. Območje okrog jedrske elektrarne s premerom 30 km je sovjetska vlada medtem zaprla in zastražila za vojsko. Oprijelo se ga je ime Černobilsko območje. Poznamo ga tudi kot prepovedano območje oziroma kot cono izključenosti. Gibanje po območju pa je še danes prepovedano, če oseba za to nima dovoljenja oziroma ni v spremstvu vodnika.
Pripjat in območje Černobila so ukrajinske oblasti pozneje odprle za turiste. Mesto duhov vsako leto obišče več kot 10 000 ljudi. Iz Černobila se je ob nesreči 26. aprila 1986 zaradi eksplozije in požara v zgradbi reaktorja dvignil velikanski oblak radioaktivnih delcev. Veter jih je nato začel raznašati tako rekoč po vsej Evropi. Čeprav je pok v elektrarni v zrak pognal tudi jedrsko gorivo uran, so bili precej bolj nevarni stranski proizvodi verižne reakcije v jedrskem reaktorju. Uran pri verižnih reakcijah namreč razpade na radioaktivne snovi. V oblaku dima iz Černobila so bili med drugim za zdravje nevarni izotopi joda, cezija in stroncija. Daleč največji odmerek radioaktivnosti je v mesecih po nesreči v Černobilu prejela Belorusija. Močno onesnaženih je bilo več kot 20% površine države. Nastradala pa je tudi Ukrajina in Rusija. Najbolje pa so jo odnesli v Španiji in na Portugalskem. Černobilska jedrska elektrarna se je v tednih po nesreči spremenila v mravljišče delavcev, ki so tja prišli odpravljati nastalo škodo in preprečevati nadaljnje onesnaženje z radioaktivnimi delci. Poimenovali so jih likvidatorji. Na černobilsko območje se je zgrnilo več kot 500 000 ljudi. Takoj se je začela tudi gradnja sarkofaga iz betona in jekla, ki je prekril uničeno stavbo jedrskega reaktorja 4. Njegovo poslanstvo je bila zajezitev radioaktivnega sevanja in delcev, ki so še vedno uhajali iz reaktorja. Poročilo, ki ga je leta 2005 pod okriljem Mednarodne agencije za jedrsko energijo IAEA pripravil novoustanovljeni Černobilski forum, ocenjuje, da je nesreča v jedrskih elektrarnih pri otrocih in mladostnikih neposredno povzročila vsaj 4000 primerov raka ščitnice in najmanj 9 smrti. Koliko bolezni se bo na območju, ki je bilo ob černobilski nesreči najbolj izpostavljeno radioaktivnemu onesnaženju, še pojavilo, je nemogoče predvidevati. V Svetovni zdravstveni organizaciji WHO so leta 2006 ocenili, da bo v Černobil v regiji povzročil vsaj še 9000 dodatnih smrti zaradi rakovih obolenj. Morda se sliši neverjetno, a jedrska elektrarna Černobil po katastrofalni eksploziji v reaktorju 4 ni prenehala proizvajati elektrike. Reaktor 2 je deloval do leta 1991, ko je njegovo turbino zajel požar in jo uničil. Reaktor 1 so po dogovoru ukrajinskih oblasti za agencijo IAEA o prenehanju aktivnosti v Černobilu ugasnili leta 1996. V Ukrajini še danes deluje več kot 10 jedrskih reaktorjev, ki so bili zgrajeni v obdobju Sovjetske zveze. Več organizacij, med drugim tudi Slovensko društvo za sonaraven razvoj Fokus, opozarja, da so zastareli in da ne izpolnjujejo vseh varnostnih zahtev. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.